Pozdravljeni. Danes bomo govorili o strupenih ljudeh. V glavnem, kako veste, da imate opravka s strupenimi ljudmi, in druga zadeva, kako prepoznate osebnostno motnjo, ki se ji reče narcisoidna osebnostna motnja, in druga stvar, kakšna je razlika med nizko samopodobo in motnjo, ki je povezana z narcisoidnostjo. V glavnem, dejstvo je, da odnosi so zanimiva zadeva, ki nas učijo. Se pravi, odnosi so poligon, kjer se učimo pokazati ali pa postaviti meje, pokazati svojo vrednost in izražanja čustev. In zdaj mnogi od nas imamo problem s tem, da ne znamo izražati ali pa nismo znali izražati čustev, in zato nas je življenje pošteno šolalo. In nekdo drug, se pravi mi vsi, tisti, ki ne znamo izražati čustev ali pa se učimo to, rabimo nekoga, ki nas čustveno trenira. No, in pogosto si izberemo ljudi, ki imajo občutek več vrednosti, ki nam dajo vedeti, da smo manj in tako naprej. V glavnem, kakšna je razlika med ljudmi, ki imajo narcisoidno osebnostno motnjo, in med tistimi, ki imate nizko samopodobo? V glavnem, kdor ima narcisoidno osebnostno motnjo, dejansko misli, da je nekaj več. V glavnem, tukaj ne govorimo o zdravi samopodobi. Tukaj govorimo o tem, da rabi imeti drago znamko na sebi, zaradi tega, da ima občutek, da je nekaj več. Mora imeti drago znamko ure, avtomobila. Rabi mogoče lepo ženo, ker če ni dovolj lepa, dovolj vitka, dovolj visoke pete, dovolj, ji da vedeti, da ni zadosti dober okras zraven njega. V glavnem, ljudje, ki imajo narcisoidno osebnostno motnjo, potrebujejo okraske, znamke ljudi, da višajo njihovo vrednost. In v bistvu vse se gre za pokazati drugim ljudem, a me vidite, ste opazili. In ko reflektorji ugasnejo, ta potreba po predstavi ni več potrebna. Se pravi, enostavno, ko nihče tega ne vidi, za zaprtimi stenami doma, se pa dogaja drugačna zgodba. In tam ni več pomembno, kdo te opazi, kdo te vidi, in tam poteka zakulisje. Nikdar ne bom pozabila enega para. Bili smo na počitnicah in tako ljubeč človek. On je vedno objemal svojo ženo, ljubčkov svojo ženo, kakšen lep par. In jaz sem vedno rekla, glede parov, tako ko sem videla nek tak par, to mi pošljite. In zdaj jaz sem to dobila, ampak ne z narcisoidno osebnostno motnjo, ampak da vam povem. No, in ta par, ko smo bili na počitnicah, v glavnem, ves čas ljubčka svojo ženo, jo drži za rokco, sanjsko, tako prijazen je bil. Ampak ko so pa z ženo sami govorili, pa je rekla, ko sva doma, ne obstajam. Ko sva za 4 stenami, me ne objame. Ko sva za 4 stenami, je to. In zanimivo, ena od mojih hčerk je v bistvu ta prva stvar, ko je tega človeka spoznala, je rekla, na živce mi gre. Nekaj ni pristno, na živce mi gre. Otroci uporabljajo razne izraze, ki jih ne bi v videu izražala, ampak dejansko takoj prepoznajo. Zdaj pa, kako pa veste, da recimo, če imate nek talent v sebi in veste, da imate kaj za pokazati svetu, pa da se ukvarjate v osnovi z samopodobo. V glavnem, ena je strah pred kritiko drugih ljudi. In seveda vi lahko vse to preverjate z mišičnim testom. No, ne vas povabim. V šoli, ki jo zdaj pripravljam, začnemo 1. februarja, bomo dejansko pregledali vse te odnose. Odnos sam s sabo, odnos z drugimi, odnos s starši, odnos z očetom, korenine družinskega debla, kaj vlečemo po koreninah družinskega debla, in to je sistematsko predelovanje naše podzavesti in seveda hkrati tudi naših odnosov. Prvi odnos je z nami samimi, drugi odnos je z ljudmi okrog sebe. No, in zdaj ljudje, ki imajo nizko samopodobo, ampak vejo pa v sebi, da imajo nek talent, in to ni narcisoidnost,
To je zdrava samopodoba, ki se mogoče pa šele učijo pokazati svojo vrednost. In seveda, zdaj mi moramo preveriti z mišičnim testom, kar z mišičnim testom vedno lahko preverite. Ena stvar je, strah me je pokazati, kdo sem, to ni narcisoizem. To je v bistvu nizka samopodoba. Druga stvar. Če se bojite kritike drugih ljudi, to ni narcisoidna osebnostna motnja, ampak je slaba samopodoba. In to sta dve različni stvari, slaba samopodoba in se šele učite zgraditi svojo samopodobo ali pa občutek več vrednosti, da na nek način morate nekoga druga ponižati, da imate občutek, da ste vi vredni. No, zdaj, o tem sem pisala tudi v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, na strani 231 strupen moški je hudoben moški in to je narcisoidni moški. Strupen moški brez slabe vesti opustoši življenja so ljudi. Strupeni moški nima etike, nima čustev, nima vesti. Ker nima vesti, hodi po čustvih ljudi. Ker nima vesti, si prilašča tudi tisto, kar njegovo ni. Ker nima vesti, uživa ob trpljenju ljudi. In zdaj pa, to je pa tista, to je pa zdaj osebnostna motnja. Se pravi, če imam jaz osebnostno motnjo, narcisoida, bom drugo osebo najbližje spravila v tak položaj, da bom videla, da sem jih ranila, ampak to namerno ranila. Se pravi, bom poskušala najti neko šibko točko, ne vem, z otroki kuhamo in se bom enostavno spravila na enega otroka in mu bom hotela dokazati, da meša v napačno smer, ga bom na nek način hotela ponižati, z namenom, da dokažem, da sem jaz in sploh in da vse obvladam. Hkrati bom videla svojega otroka, da sem ga prizadela, ampak bom ob tem občutila zadovoljstvo. Ne bom občutila, pač tako, ojoj, užalila sem otroka, ne počuti se dobro, ampak bom občutila zadovoljstvo. No in v glavnem, to je narcisoidna osebnostna motnja. Partner, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, ravno tako, brez slabe vesti stopi na vaša čustva. Partner, ki ima to motnjo, vas ima lahko za okras, zato ker dobro zgledate, zato ker se v vas počuti boljš. In vam bo mogoče hotel dopovedati, da imate premehne prsi, da imate preveliko rit, da niste v redu taki, kot ste, da z vami ne more imeti spolnih odnosov, ker ste predebeli in tako naprej. V glavnem. In tukaj naprej pol tudi pišem, tudi v šoli bomo govorili tudi o spolnosti. So stvari, ki se pač katere predelujemo v zaprtem krogu moje skupine, ampak to so dejansko spolnost, kot v bistvu ta energijska posoda. Tukaj noter imamo take zapise, da si ne morete predstavljati, kaj vse imamo za počistiti. Sram, ki ga vlečemo, ne vem, iz svetega pisma ven. Glejte, pomislite na to. Adam in Eva sta jedla prepovedan sadež. Zapeljala jih je kača, pač tako piše v svetem pismu, ne? In sta utrgala sadež iz prepovedanega drevesa in prvo čustvo, ki sta ga občutila, je bil sram. Nista bila jezna na kačo, nista sovražila kačo, nista se bala, nista nobeno drugo čustvo, ampak sram. In zdaj pomislite, če ste bili vzgajani tako kot jaz. Recimo, jaz sem odraščala na kmetiji na 70 metrih, krščansko okolje in dobesedno je bilo vse od popka navzdol je bilo kak. Od malega sem to poslušala, pač vse je bilo povezano z nekim sramom. In zdaj pomislite, moja generacija, se pravi, če ste okrog 50-60 let, pomeni, da imate kar precej tega za predelati. Tudi generacija naših otrok ima še veliko za predelati, ampak bolj kot so mladi otroci, več je že te nesnage, te čustvene atmosfere počiščene in dejansko lažje jim je. Zdaj pa eno vprašanje. Velikokrat me ljudje vprašajo, ja, ampak jaz sem stara 65 let, pa sej jaz sem že toliko stara ali pa 75 let, meni pa res ni potrebno več čistiti, se bom kmalu umrla. A veste, kaj je najboljše? Ko mi čistimo vzorce, družinske vzorce, dejansko se počistijo ti vzorci tudi pri naših otrocih in pri vnukih.
Zakaj to trdim? Zato, ker je raziskava, ki jo je delal inštitut HeartMath v Ameriki, dokazala, da žive celice, ki so jih podrgnili iz neba, iz ust prostovoljcev in so držali pač to eprovetko v roki, in ko so mislili nekaj pozitivnega, so se te celice začele obnavljati. In ko so se pa povezovali te prostovoljci z negativnimi spomini, so začele propadati. In potem so rekli, ok, to je vpliv rok, dali so 1 meter stran, to je proveto z živimi celicami, pa je bil učinek isti. In potem so premaknili te celice, naslednjo sobo, učinek isti, 25 km stran, učinek je bil vedno isti. Dokler so bile žive celice, toliko časa so se odzivale na čustvovanje lastnika. Zdaj pa vi pomislite, kako nastane novo življenje. Spolna celica mame, spolna celica očeta. Združenje 2 celic, ki se začneta deliti. In se delita toliko časa in po 9 mesecih se rodi otrok. Se pravi, deljene celice, žive celice očeta in mame. In kaj to pomeni? Da dejansko, ko mama ali oče, še bolj bi bilo obadva, počistita vsak svoje vzorce, avtomatično vplivata na vse žive celice svojih otrok. In kaj je to pomeni? Če vi kot starši ali pa stari starši se odločite, da boste začeli čistiti vzorce, vi avtomatično počistite korenine družinskega debla in prenesete ta energijski odtis na svoje otroke, na svoje vnuke, na svoje pravnuke. Dejansko vi vplivate na cel rod. In, a veste, jaz zase sem se odločila, jaz bom počistila svoje, zato ker ne želim, da se ta nesnaga nosi naprej, na moje otroke. Seveda, moje 3 hčerke imajo vsaka svoje stvari za podelati, kot duše so prinesle s sabo neke vzorce, ampak jaz vem, da moj delež sem počistila. In ena stvar, recimo strah pred izpostavljanjem in strah pred kritiko. Pač, jaz javno govorim o stvarih, v katere verjamem. In že davno sem počistila strah pred kritiko, ker ja, nikdar ne moram biti vsem všeč. In če se še bolj trudim, da bom nekomu všeč, bo najdel neko lastnost ali pa nekaj, kar mi bo zmetal v glavo. Se pravi, edina stvar, kar je pomembno, je to, da sem zgradila svoj lastni notranji steber in s tem, ko sem to lastno notranjo moč zgradila, dejansko ne glede na to, kaj mi nekdo reče, ti si taka in taka, se zavedam, da mu držim samo ogledalo. Da ni nujno, da je to moja resnica, če mene zaboli ta njegova resnica, pomeni, da imam težavo, ampak če mi nekdo nekaj zmeče v glavo, ti si taka, 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 on v osnovi govori o sebi. In tudi to vas bom naučila, kako komunicirati v odnosu. Ker pomembno je, da se naučimo komunicirati, ker spet govorim iz svojih izkušenj, kako sem jaz nekoč komunicirala. Neštetokrat sem v življenju slišala, da sem preobčutljiva. Pač po horoskopu sem rakica in je bilo tako, ti si preobčutljiva. Ampak danes vem, da moja občutljivost je moj blagoslov, to ni napaka. In prav čustva so notranji kompas, ki ti kaže, kje si, termostat. In ti kaže, da ali si v ta pravih odnosih ali v napačnih odnosih. Ne vem, se poznate, sindrom kuhane žabe. Menda, da to ne drži, ampak sama prispodoba je dobra. Glejte, žabo, ki daš v vodo, to je njeno naravno okolje. In ko začnejo vodo segrevati, žaba ne zazna, da se segreva in dejansko se živa skuha. Ne skoči ven, ko je vroče, ker je v vodi. In če vi čutite, da imate vaš čustveni termostat popolnoma v okvari, glejte, kaj se potem zgodi? Pač spregovori telo. In kronična žalost, zadnje čase se pač vidim pri mojih strankah, ki pridejo na svetovanje, ena taka grozna žalost je, ne vem, je to na kolektivni ravni, ki je tako kot plašč, enostavno čez srčno čakro, takole enostavno ljudi duši. Duši njihova žalost. In, a veste, jaz zase sem se odločila, jaz bom počistila svoje, zato ker
To je treba popucati. Ja, jaz vem, da, veste, nekoč vam povem eno zgodbo. Nekoč smo bili na neki večerji in je bil moj mentor glede vitaminov. In gremo na večerjo in na koncu večerje on se nagne naprej in reče: Minka, a ti lahko dam en oseben nasvet? In jaz se nagnem naprej, ker moj mentor mi bo dal oseben nasvet. On reče meni tako: ti si čarovnica. Jaz sem bila... In so se mi začele solze nabirati prav tako. In takrat še z možem sem rekla, da greva, in v parih minutah sva šla in v avtu sem začela jokati in je bilo tako, pač kako slab mnenje ima on v meni, kaj si on mislil v meni in tako naprej. Lejte, leta sem rabila, da sem razumela, kaj mi je v osnovi rekel. Veste, kaj mi je rekel? Če meni nekdo reče, ti si čarovnica, rečem, hvala, kako lepo, da si opazil. Takrat nisem bila na tej stopni. Takrat mi je bilo tako, kot bi me udaril s gorjačo po glavi, tako sem se počutila. V glavnem, leta sem rabila, 2-3 leta, da sem razumela, kaj v osnovi mi je rekel. On je rekel, ti si čarovnica, ampak z drugimi besedami je rekel, ti imaš veliko moč. Pa je dodal zraven in rekel, ljudje se te bojijo. Kdo so te ljudje, ki se me bojijo? A veste, jaz sploh ne poznam ljudi, ki se me bojijo, ampak on je govoril, jaz se te bojim. Dešifrirati sporočila. Ampak to je bila moja šola, rabila sem kakšno tako gorjačo po glavi, da sem rekla konsko, on je opazil, da sem močna, v osnovi sem pa v redu. Gre se za to, da zgradiš svoj lastni notranji steber in ta lastni notranji steber enostaven ti ne dovoljuje, da bi te najmanjši veter ali pa vsak piš podaril ali pa neurje, da te prizadene. Enostavno stojiš, ker imaš notranji steber. In to vas bom učila v tej moji šoli. Tako da, če vas kliče, nimam pojma, bom delala ponovitev ali ne, ampak 3 mesece se bomo družili, spodaj imate povezavo, kliknite zavestno-ustvarjanje.si, tam lahko date pač prijavo, lahko me pa tudi pokličete na 040 202 801, pa se pač prijavite. Tako da v glavnem 1. februarja začnemo. A gremo še na nekaj sporočil, prehod v novo dobo, ker to je zdaj pa dejansko prehod v novo dobo. In zdaj gremo po enih tračnicah. A veste, kako čutim zdaj, kamor gremo? Kot da nas nezadržna sila vleče in da enostavno se ta tok ne da ustaviti. Gremo in da tisti, ki vas kliče, dobesedno vas duša poriva naprej in včasih vas poriva tako, kot bi vas porivala skozi lijak, skozi porodni kanal. In če čutite, da ste v takem obdobju, pa dajte narediti že nekaj, en korak naprej. Vedno se povezujete s pravimi ljudmi. In sporočilo tukaj zadaj je, vedno dobite prave informacije, vedno naletite na prave ljudi, pač sledite tem sporočilom. Budite hvaležni za življenje in za vse, kar vam prinaša, in zmorete vztrajati na začrtani poti, ker angeli vam stojijo ob strani. In čas je, da se osvobodite preteklosti in starih vzorcev, ker vse, kar se vam je zgodilo v preteklosti, se je zgodilo z nekim namenom. Zgodilo se je zato, da boste osebnostno zrasli. V glavnem, čiščenje preteklosti. Gremo še na Ošutove karte. Če čutite, da imate opravka s strupeno žensko, podrobno pogledajte, kaj je treba predelati. In sploh tisti, ki ste odraščali, ali pa bom rekla drugače, ki smo odraščali ob strupenih ženskah, imamo kar precej za predelati. Svoja lastna samovrednost. Tukaj noter vam povem zgodbo ene gospe. Zdaj je že mamica, ampak
tako je bila ranjena kot otrok. Jaz se spomnim, kot mečkane punčke, imela skravžljene dolge lase, pač eno tako luštkano bitje. In potem je dobila brata in so njo zavrgli, pač tako, nisi več mečkan otrok, moraš biti velika. In dejansko se spomnim njenega očeta, ko jo je, ne najdem druge besede, dejansko bom uporabila besedo, ki mi pride na pamet, kot mehno punčko dobesedno podjebaval. S to gospo se poznamo in ko sva šli pogledat, kaj se je dogajalo v preteklih življenjih, je v zadnjem življenju bila pač na strani partizanov, izgubila življenje blizu tam, kjer se je v tem življenju rodila, ampak predelujeta pa neko drugo življenje iz časa Afrike, ker je bila v tistem življenju sužnja. In zdaj v tem življenju je pač hčerka, ampak odnos je pa katastrofalen. No in v glavnem, kaj se učite, kaj se bomo učili? Opuščati potrebo po boju in vzpostavljati novo vizijo. Lejte, ta slika, če ste zdaj vi takole skruščeni, a vidite tole osebo tukaj od spodaj, ki je mrtva, brez energije. Nova vizija pa pomeni vaš razcvet in povezati se z izvorom, z virom, z Bogom. Jaz verjamem, da to iskrico Božjega imamo mi v sebi. In ko mi začnemo negovati to svojo iskrico Božjega, začne v nas rasti ta plamen in postanemo tako kot lučka, ki sveti. In ta lučka, ki sveti, dodaja vrednost povsod okrog sebe. In če čutite, da je čas, da nekaj počistite, dobrodošli, se pravi šola čiščenja karmičnih odnosov, šola čiščenja podzavesti. To boste najdeli na spletni strani zavestno-ustvarjanje.si in tam boste najdeli več informacij. V glavnem, če vas kliče, dajte narediti nekaj korake, ker boste videli, ja, v skupini je bolj enostavno. In še ena, gledajte, in poslušajte notranji glas. Tudi ta notranji otrok, notranje ravnovesje. V glavnem, očitno je čas, da pozdravljate delčke svoje duše, ker verjamem, da smo zdaj res v nekem obdobju zaključevanja in po majevskem koledarju se je 2012. leta že naredil nek preobrat in kakor vemo, je do leta 2026 smo v nekem prehodnem obdobju, ampak spremembe se dogajajo. Vedno bolj pritiskajo sile na nas in čas je, da zgradite ta svoj lastni steber moči. Boste videli, potem bo lažje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in se pač vidimo, če vas pokliče v moji šoli.